opažam pri mladih starših, da je ta vzgoja, ki se jo grejo, tako čudno mi deluje. Se mi zdi, da otroci pri tistih stvareh, ki bi se morali postaviti zase, da so preveč pomehkuženi, pri drugih stvareh, ki bi pa morali biti bolj nežni in taki, so pa mogoče preveč v drugo stran, v smislu, da so apatični. Danes se bomo spraševali, kaj piše tukaj spodaj? Je kvalitetna vzgoja v interesu družbe? Odgovarjal pa bo Tadej Pretnar. Lepo pozdravljen. Ja. Vem, da je težko vprašanje, ampak začni. Ja, načeloma je seveda odgovor, da je kvalitetna vzgoja v interesu družbe. Sam, ko pa pogledaš malo v zadja, pa ni čisto tako. V interesu sistema družbe pa ni. Ja, torej, Richard Dawkins, evolucijski biolog, je napisal knjigo Sebični gen in tam govori o tem, da ko se pravi, da ljudje najprej začnejo razvijati neko družbo, neko kulturo, ampak potem se v tej kulturi razvije neka inteligentna bit, ki jo je on imenoval mem. Že odprej je pa znan ime egregor, sam on tega ni poznal, on je mislil, da je to sam odkril. In potem se začne družba, se pravi, tako razvijati, ta mem se začne tako razvijati, da vpliva na razmišljanje ljudi. In se pravi, celo doskrat pol grejo čist iz tiste biti. Dajva pogledati, kako zdaj to funkcionira. Lahko dava za primer države, državo, ki konec koncev je država, imamo družbo, ne v državi. Ja, no, države so ustanovljene zaradi tega, se pravi zaradi nekega zadovoljevanja skupnih interesov. Država je torej na nek način tvoja mama. Ampak ali jo mi percipiramo tako? Torej, videla bova zdaj, da se ta mem države tako razvija, da se tudi percepcija države ne razvija tako, se pravi, jo ne dojemamo več tako, kot imamo. Kaj ti? Recimo, ko ti dobiš domov neko pismo od državne institucije, znaš rekel, oj juhu, kam mi mama sporoča, kakšna podpora mogoče, ampak mater, kakšno sranje je pa spet to. Ne? Ja. Zakaj se torej to dogaja? Ta mem ali pa egregor države oziroma družbe rabi pozornost in vpliva na to, da se cela družba formira tako, da dobi čim več pozornosti. To pomeni več stvari. Takole rečemo, recimo, družba temelji recimo na enih etičnih, moralnih kodeksih, pol na nekih vrednotah in te vrednote se pol razvijajo tako, da nas usmerjajo stran od duhovne dimenzije življenja, ampak absolutno k materialnem. Recimo, materialne potrebe, pa te fizične zadeve, ki so potrebne za funkcioniranje v družbi, začnemo prepoznavati kot dejansko svoje potrebe in sebe vrednotiti potem, v kakšni meri jih zadovoljujemo. Torej, vse se razvija tako, da imamo fokus na en kup materialnih stvareh in pol ti misliš, jaz sem adekvaten, jaz sem ok, če imam to, če delujem takole in recimo ena od bistvenih stvari recimo je, tebe imajo za adekvatnega, če si blazno zaposlen. Se pravi, in dejansko je bilo včasih tako, da si za državo umrl na bojnem polju, imate danes pa oddelek te fršlok treš, ki sam delaš. In kaj se še pol dogaja? Pod vplivom tega mema oziroma egregorja se razvijajo tudi mediji. Mediji nas skozi filajo z nekimi stavkami, z nekimi vojnami, z nekimi stvarmi nezaželenimi in to nam zožuje fokus na golo preživetje. In torej takrat golo preživetje in svoje je naredila pa še ta globalizacija. Trgi so preplavljeni s poceni robo in kaj se pol dogaja? Firme začnejo crkvati. V večini držav so se pol razvile predvsem firme, ki trgujejo, poceni kupujejo, malo dražji prodajo. To pomeni zmeraj manj delovnih mest in pol se folk uklepa tistih delovnih mest, delajo še več za manj denarja in tukaj pol ne ostane več nobenega prostora za vzgojo otrok. Jaz sem recimo bral en porazen statističen podatek, ki pravi,
da v zahodnoevropskih državah starši porabijo dnevno 10 minut za vzgojo otroka. In kaj se dogaja? Recimo, svet je ratu blazno pospešen, temu pravijo tudi hitri holizem. Mi potem vzgajamo v tem duhu tudi otroka. Lej, recimo zanimiv, ne? Pravijo, naj nosečnica posluša Mozarta, da se bo zarodek hitreje razvil. Pa sej to je ok, ampak motiv, ne, veš, pospeševati, se pravi razvoj. Nekaj, kar rabi svoj cajt. Ja. In potem, ko se otrok rodi, ne, pol se pravi, ko že mačkenka okolica pla, skozi ga filamo z nekimi edukacijskimi igračami, skozi mu dajemo ene zadolžitve, bolj je otrok obremenjen, za boljšega ga imamo. In v kakšnega človeka se bo pol razvil kot v tazga, kot ga družba rab. Torej, kaj družba rab? Ljudi, ki bojo vzdrževale to družbo hitrega holizma, pa lakoto po teh stvareh. Potrošnika. Potrošniško lakoto, ja. In to je vsekakor v interesu sistema. To je v interesu sistema, se pravi, dejansko zaradi tega, ker starši nimajo časa, lahko nimajo časa narediti tiste, bom rekel, kreativne dominacije. Torej, kaj je kreativna dominacija nad otrokom? To, da ti mu sicer moraš ga naučiti nekih pravil, ampak to, da mu pomagaš odkriti njegove talente, da ga podpiraš pri tem, da jih razvije, da ga znaš pohvaliti, ker sam iz tega se bo razvil v kvalitetno osebo. Pa še nekaj, se pravi, da mu tudi daš v pravi meri neke zadolžitve. Se pravi, otrok mora razviti odgovornost. Iz odgovornosti izhaja ta prava samozavest, pa osebna moč. Kaj se pa dejansko dogaja? Starši nimajo časa za ukvarjati se z otrokom, pa mu skozi turijo neke igrače, pa internet, pa tole. Dejansko imajo tudi sami slabo vest. Da ga zaposlijo. Ampak, torej, čim se to dogaja, mi otroka totalno skozi na nekaj materialnega usmerjamo. Ampak vemo pa, da materialni svet ni vse. Torej, da obstaja še energijski svet, od tega pa zgubimo stik z njim. In enostavno treba je, da otroku pustimo tisti čar otroštva, tisto totalno brezskrbnost, mogoče po 2 ure na dan saj, in tudi v redu je, da je otroku kdaj dolgčas. Kajti v tistem, ki mu je dolgčas, se bo vklopila njegova kreativnost, da se bo spomnil nekaj, da bo naredil, se pravi, da mu ne bo več dolgčas. Se pravi, dejansko, drugače pa sam ga robotiziramo v bistvu. No? Tole, vse odzuni. Kakšno vlogo igrata pohvala in kritika? Pri formiranju osebnosti totalna. Ne? Sploh do 14. leta približen otrok ne loči jasno sebe od tistega, kar počne. Zelo pomemben je, da ga ti, recimo, če nekaj neadekvatnega dela, če je prinesel slabe ocene iz šole, se je treba z njim pogovoriti. Ampak pomemben je, da mu ne rečeš, slabo oceno imaš zato, ker si len ali pa zato, ker si neumen. Se pravi, istovetenje. To je katastrofa za razvoj njegove samopodobe. Tako kot tisti, zelo sme razočaral, lej sosedovega Francelna, ne? To je čist mim. Pravilno je, slabe ocene imaš zato, ker se nisi učil. Ne? Kar se tiče pa pohval, torej pohvalo otrok rab. Ampak mora biti pohvala tudi adekvatna. Se pravi, mora biti taka pohvala, da ne vodi v identifikacijo. Torej, kaj je identifikacija? To je en proces, kjer spet zgubimo občutek razlike med tistem, kar smo, pa tistem, kar počnemo. Recimo, otrok naredi nekaj, kar se staršem zdi zelo fajn, in neadekvatna pohvala je, koliko si ti pameten. Ne? No, otrok bo to zagrabil in pa bo začel, ker rabi pozornost pa pohvalo staršev, bo začel delati stvari, za katere bo dobil to pohvalo, da je pameten. V naslednjem koraku bo začel opažati tiste, ki tudi to počnejo, se pravi, ki so pametni, pa tiste, ki niso.
To enostavno vodi v razslojavanje in še v naslednjem koraku ga bojo začeli tisti, ki niso pametni, motiti. Torej, tako se dogaja, to je ta neadekvatna pohvala, drugače jo pa definitivno rabiš. Torej, danes zaradi tega, ker nas skozi usmerjajo na zunanji svet, pa tudi starši so usmerjeni predvsem na te stvari, ki se dogajajo, imamo mi občutek, da na zunanji svet ne moremo vplivati. Torej, da ne gre za to, da mi karkoli projiciramo, ampak da so zunanje stvari danost. In ker nam ni prav fajn, ponavadi, saj večini ni prav fajn, se pride do tako imenovane identitete žrtve. Torej, za tist, kar se ti dogaja, kriviš nekoga drugega. Neki ven, spet ven. Za identiteto žrtve je značilno še neki, neodgovornost. Se pravi, če nisi ti odgovoren za to, kar se dogaja, dejansko ne moreš tudi nič spremeniti. In tukaj je tist, se pravi, v otroku razviti odgovornost, pa ta torej pohvala, da je adekvatna, da vidi, da lahko s tem kaj spremeni. Kajti, torej, en zelo globok program v nas obstaja, zaradi katerega večina čaka, da bo pomoč prišla od zunaj. Tako kot v identiteti žrtve vsi to čakajo. Torej, kjer je ta program? Ko majčken otrok joka, z jokom prekliče mamo, torej pomoč pride od zunaj. In mi ga dejansko prek tega, se pravi prek v pravem meru nalaganja odgovornosti, pa prek pohval, da vidi, da lahko s svojo aktivnostjo nekaj dobrega naredi, ga moramo ustrezno usposobiti, da ne bo pol pač žrtev, ampak da bo nek kreativen človek ratal. Kajti, enostavno ni pričakovati, da se bo družba spremenila, pa da nam bo boljše. Družba temelji, se pravi, tisto, kar družba je, ali pa tako bom rekel, zdravje družbe je odvisen od zdravja posameznikov. In mi moramo enostavno pri vsakemu otroku čim več narediti v tem smislu, da rata zdrav člen družbe. Zanimivo. Me prav zanima, koliko ljudi razmišlja na tak način. Dajmo pogledati en primer in sicer recimo primer številka 5, ki govori pravzaprav o tem, da starši včasih želijo izživeti svoje neizživeto življenje preko otrok. Ja, to se dostikrat dogaja, se pravi, starši so imeli neke ambicije, ki pač niso šle skozi zaradi različnih vzrokov in potem skušajo otroka formirati tako, da bi on uresničil tiste ambicije. Kaj je ta glaven problem? Torej, to programiranje. Otrok je takšen, kot je. On ima nek bazičen jaz, neka bazična hotenja in oni ga od tega oddaljujejo. Se pravi, enostavno, ko bo šel v življenje, ne bo tisto, kar je v resnici. Poleg tega pa, če so mu starši skozi hoteli nekaj, se pravi, moraš takole, se lahko v njemu formira takšna čustvena identiteta, da bo imel potrebo oziroma da bo mislil, da res stalno more zadovoljevati pričakovanja nekoga. In potem se dostikrat zgodi enostavno, da najde nezainteresiranega partnerja. In pol se skozi trudi, da ga bo zainteresiral, da bo recimo tisto, kar misli, da so njegova pričakovanja uresničil, sem to enostavno ne rata. Poglejmo še en primer in sicer številka 6. Očkove punčke, ki svojega očeta nekritično občudujejo, vse potencialne partnerje merijo po vzorcu idealnega očeta. Ja, lahko se v bistvu dve stvari zgodijo. Torej, kot prvo, ponavadi je tako, ta vpliv očeta je pri njih toliko močen, da ga more partnerju more na nek način deliti z očetom. Druga stvar je, da enostavno rabi partnerja, ki ga bo občudovala na enak način kot očeta. Če partner zaradi takšnih in drugačnih razlogov teh predstav ne zadovolji, je čez noč rata nič ureden. Je blazno razočarana. Lahko se pa tudi stvar obrne, da ona prevzame tisto dominantno vlogo, pa vlogo neke osebe, ki nujno rabi občudovanje in potem išče take partnerje, ki bojo dajali občudovanje, ne pa ljubezni. In zdaj spet,
če ti daješ občudovanje, spet nisi tisti, ki si, ne? A veš, skozi moraš to upravičevati. Ne? In se pol trudiš, da si nekaj, kar v resnici nisi. Po vsem tem, kar si nam zaupal, bi lahko rekla, da je težko ostati to, kar si skozi vzgojo. Absolutno, absolutno. V teh okoliščinah je to definitivno največja težava. Kajti tako družinski krog kot šolski sistem so narejeni tako, da producirajo, sem rekel, ampak je res tako, otroke, s katerimi, oziroma so usmerjeni v formiranje oseb, s katerimi bo čim manj problemov. Potrošnike in delavce. Ja, tako, in ne pa individualnost. Koga zanima individualnost? Načeloma že, ampak v praksi je pa tako, da bo znašel čim manj problemov. Veliko krat se zgodi, da kdo opazi, tudi v mojem razredu je tako, da tisti, ki so bili najbolj pridni, največji pifleri in tako naprej, trenutno nimajo službe, imajo pa krasno izobrazbo. Tisti, ki so bili pa malo taki faloti, pa so malo levo pa desno, pa so gledali, kako bojo fajn čez prišli, pa so danes uspešni podjetniki. Ja, torej za formiranje, bom rekel, tega ognja tretje čakre, ki je zelo pomemben za moč osebnosti, je pomembna postavka upor. Torej, če se starši tega torej, zakaj pride do upora? Zaradi tega, ker v takih okoliščinah, kjer otroka vzgajajo, da je nekaj drugega, kot je v resnici, se spet pojavi občasno tisto vzgib, da je tisto, kar je v resnici. In takrat se otrok upre. Ne, in zelo pomemben je, da se zavedajo starši, da je to povezan s formiranjem njegove kasnejše osebnosti pa z njegovo uspešnostjo. In prav je, da mu včasih pustijo, da zmaga, ne pa prevečkrat. Torej, če ga pa se pravi, kako je pa s temi piflerji pa to? Torej, skozi so usmerjeni na materialno, skozi so obremenjeni, torej energijo vežejo na razne zadolžitve, pa take stvari. In enostavno se adekvatno ne razvije njihovo eterično telo. Tle noter so pa instinkti. S tisti, ki so, bom rekel, pa malo barabce pa to, so imeli v življenju, sploh v zgodnji fazi, več brezskrbnosti. Brezskrbnost, se pravi, neka faza, kjer dejansko ti ni treba za nič skrbeti, je pa poleg tistega, da za vsak drek ne dobimo tabletke, pa poleg tistega objemanja v zgodnji fazi je ključna, da se močno razvije torej ta eterično telo in da pol ta močno eterično telo je povezan z instinkti in pol te tudi nezavedno te instinkti usmerjajo na cilje, ki prinašajo ekspanzijo. Ki je pa čisto analitičen um, pa vse analizira, pa nič ne zanalizira. Ne? Imam vprašanje zate, še zadnje vprašanje. Ura je 2 zjutraj in greš čez en semafor, čez zebro, rdeča luč je pa nobenega ni. Boš šel čez ali boš počakal? Jaz grem čez. Jaz tudi. Hvala lepa. Še kakšna informacija na www.klepet.kavi.si, sicer pa vam toplo priporočam, da si pogledate še kakšen YouTube posnetek, še kakšen klepet, ki sva ga opravila s Tadejem. Greste na YouTube kanal, kjer je več kot 2 milijona ogledov, najdete tisto, kar vam je všeč in si seveda pogledate. Lahko pa na spletni strani najdete še marsikaj drugega, med drugim tudi vse prikajajoče dogodke, tudi kakšna meditacija in seveda vse aktualne novice. Vsak dan 1 do 2, 3, 4 aktualne novice lahko najdete tam, tako da vabljeni k branju, če pa nimate dostopa do interneta, pa nič. Zato 02 6200 230 je ustrezna telefonska številka. Veliko teh stvari in vsebin, ki jih je danes podal Tadej Pretnar, so namreč zapisane tudi v kakšni izmed njegovih knjig in malce poprašajte, katere so trenutno na voljo.